N1 podcast s Suzano Lovec. Virologinja in specialistka medicinske mikrobiologije z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Tatjana Avšič Županc, prejme Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju medicinske virologije. Pred nekaj dnevi, ko so razglasili letošnje dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, smo brali to novico in danes akademičarka, doktorica Tatjana Avšič Županc. Dober dan, dobrodošli v N1 podcastu. Dober dan, hvala lepa za povabilo. Kaj ste pomislili, ko ste izvedeli, da ste prejemnica Zoisove nagrade za življenjsko delo? Športnike ob njihovih uspehih vedno sprašujejo po občutkih, tako da mene zanimajo vaši občutki ob tem izjemnem priznanju. Ja, moram reči, da sem bila seveda presenečena in nekako sem čutila eno tresenje, bom rekla, tako v prsih. Potrebovala sem kar nekaj globokih vdihov, in ker je na srečo naš inštitut, ko sem pač bila v službi takrat, čisto blizu Ljubljanice, sem se enostavno odpravila ob Ljubljanico na en sprehod in kot že rečeno globoko dihala. In potem so začeli zvoniti telefoni? Ja, že vmes so zvonili telefoni, tako. In seveda sem morala odgovarjati, ves dan sem porabila pravzaprav na to, zato da sem se zahvaljevala za čestitke, tako po kratkih sporočilih na telefonu, kakor tudi po mailih, ki sem jih dobivala. Vaša kariera je impozantna, vaš prispevek k javnemu zdravju ogromen. Raziskujete viruse, ki povzročajo nevarne bolezni pri ljudeh. Odkrili ste povsem novo vrsto virusa, poimenovali ste ga Dobrava. To je bilo že zelo zgodaj v vaši karieri. Pred desetletjem pa vam je z ekipo uspelo odkriti povezavo med virusom Zika in okvaro možganov pri otroku v maternici. To je bilo v času, ko ves svet v bistvu skrbela Zika, takrat zaradi epidemije. Slovenija se vas zelo dobro spomni tudi iz časa pandemije covida. Ko pogledate na svoje življenjsko delo, za katero ste zdaj nagrajeni, katere mejnike bi pa vi izbrali? Ja, vsekakor bi izbrala tako, kot ste najprej začela naštevati, to je virus Dobrava. Takrat sem bila dejansko bolj kot ne na začetku svoje kariere in moram reči, da ko sem odkrila ta virus, ko mi ga je uspelo, so namreč zelo trdovratni hantavirusi, kamor sodi virus Dobrava, da težko jih vzgojimo na celičnih kulturah in tudi ta poskus je trajal skoraj 2 meseca, da mi je to uspelo. Pravzaprav niti nisem vedela, da je ta virus tako svojstven. Potem sem začela z karakterizacijo, z opredelitvijo, pač z metodami, ki smo jih takrat imeli na voljo. Danes imamo veliko boljše, hitrejše metode, kjer lahko hitreje ugotovimo neke posebnosti, raznolikosti in tako dalje. Sem začela ugotavljati, da je ta virus res tako drugačen in potem sem tudi dobila takoj povabilo za delo najprej v Inštitutu za tropsko medicino v Antwerpnu, v Belgiji, in kasneje še tudi v ameriški vojaški inštituciji v Združenih državah. K temu tudi še prideva. Pri virusu Dobrava, ime ima po kraju, torej pri vasici Dobrava pri Dobrniču nad Žužembergom, kjer je bil od tam prvi bolnik, pri katerem ste potrdili okužbo. Gre za hemoragično mrzlico, tako imenovano mišjo mrzlico. Koliko je v bistvu virusa Dobrava v Sloveniji zdaj? Vemo, da to je virus, ki je značilen za balkansko področje, ampak tudi širše. Kako pogosto recimo se ga še srečuje? Ja, virus torej hemoragično mrzlico z renalnim sindromom, ali pa če bova kar uporabili rajši izraz mišja mrzlica, zato ker je sicer ni pravilno strokoven, ampak ljudje bolj vedo, za katero bolezen gre.
povzročata v Sloveniji 2 virusa. Virus pomala, ki so ga prvotno odkrili na Finskem. Ta povzroča mnogo blažjo obliko bolezni, sicer tudi s prizadetostjo ledvic in pa ledvične funkcije, no in pa virus Dobrava. Virus Dobrava redkeje povzroča okužbe kot virus pomala. Recimo ena taka ilustracija. Leta 2021 lahko rečeva vrhu pandemije COVID-19 smo imeli v Sloveniji do zdaj daleč največje epidemijo mišje mrzlice. Takrat smo imeli vsega skupaj malo manj kot 600 potrjenih bolnikov. In med temi 600 je bilo le 10 tistih, ki so bili okuženi z virusom Dobrava, vsi ostali z virusom pomala, kar je seveda zelo dobro, glede na to, da je virus Dobrava tisti, ki je mnogo bolj patogen in lahko povzroča tudi smrtno nevarno okužbo. Tudi smrtnost je lahko tam 10 do 12%. Kar je zelo veliko. To je veliko. Ja. Ste pa bili v bistvu, če mi lahko še malo poveste, v bistvu, ko ste delali z Dobravo, je bilo, rekli ste, recimo, da so bili kar presenečeni v bistvu ljudje, znanstveniki, da ste uspeli to narediti in zaradi verjetno vaše mladosti. Kako se recimo spominjate tega časa? Ja, torej z raziskovanjem teh virusov to je bilo seveda govoriva v času še vedno Jugoslavije. Ja. Se ni ukvarjalo veliko ljudi, ukvarjala se je kolegica profesorica Ana Gligič na Inštitutu Torlak v Beogradu, kamor sem tudi odšla na svojo prvo službeno pot, če lahko tako rečem, kjer sem se malo seznanila z osnovnimi principi, kako diagnosticirati te okužbe. No, potem pa sem seveda, potem smo odkrili te naše prve bolnike, vsi so bili ta prvi iz Dolenjske, nekaj tudi iz Prekmurja. No in seveda smo potem raziskave nadaljevali naprej in pri tej bolezni, kjer se povzročitelji, se pravi hantavirusi, bodisi virus Dobrava, bodisi virus pomala, nahajajo v naravnih gostiteljih. To so gozdne poljske miši in pa gozdne voluharice. Je potrebno opraviti tudi terenske preiskave, raziskave in smo se seveda eno prvih terenov odpravili ravno v vas Dobrava, kajti naš prvi bolnik je bil od tam. Nalovili smo miške. To počenjamo od takrat, se pravi od leta 1984, vsako leto, večkrat na leto. Pač sledimo vsemu temu in od ene od teh rumenogrlih miši mi je potem uspelo izolirati virus. Ja, bilo je zanimivo, seveda takrat še, koliko sem bila stara, dobrih 30 let, iz seveda govoriva Jugoslavije, ne? In ko sem prvič govorila o tej posebnosti virusa Dobrave in o antigenskih lastnostih, torej o načinu, s kakršnim smo takrat opredeljevali viruse. Na mednarodni konferenci, bila je sicer na svetovnem nivoju v Solunu v Grčiji, so me vsi tako čudno gledali, nekako imela sem občutek, da mi niso prav dobro verjeli, ne, kaj bo zdaj ta mlada iz Jugoslavije. No in potem pa so le počasi prihajali k meni in me spraševali malo bolj potanko o tem, kaj delam. No in potem so prišla ta vabila, ja, ker kot rečeno, na področju Jugoslavije takrat, no tudi širše, tudi recimo v Avstriji, v Italiji, na Madžarskem se takrat nihče ni s tem ukvarjal, razen ta kolegica profesor Gligičeva, ki pa me je seveda tudi takoj podprla.
pojdi, če dobiš kako povabilo, pojdi ven in poskušaj stvari narediti naprej. In ste šli v tujino, v Antwerpen, v Ameriko, ne? Tako, ja, v Antwerpen sem še 2-krat, za kratek čas, po približno mesec dni, morda malo več drugič. V Združene države pa najprej tako po mesec dni, potem pa so me nekako zelo sprejeli medse in so mi začeli govoriti, da sem hard worker in so rekli pa, morda bi bilo pa zelo zanimivo, če bi kandidirala za nagrado Ameriškega nacionalnega raziskovalnega sveta. To je dokaj prestižna nagrada, kjer kandidirajo zanj iz vseh področij znanosti, vključno z znanstveniki NASA, recimo, če dam lahko za eno tako primerjavo. No in potem sem to nagrado dobila kot mlajši raziskovalec, ne, so pač rangirane te nagrade. In sem odšla za 1 leto, pravzaprav odšli smo vsa družina, tudi mož in hčerka, kjer sem potem naredila popolno opredelitev tega virusa in hkrati se tam naučila ogromno novih metod, ki so jih seveda oni že imeli možnosti drugačne infrastrukturne, kot smo jih imeli mi takrat. Pa tudi srečala sem se prvič, ali pa morda prvič praktično o tem, kako pridemo do cepiv, kako se v laboratorijih najprej pripravljajo cepiva. Rekli ste v enem intervjuju pred leti, da ta vojaški laboratorij, ne, ki ste ga videli tam, ko ste bili v Ameriki, da je v bistvu zelo podoben tistemu, oziroma tisti v filmu Izbruh je podoben temu, ki ste ga videli in da ga še zdaj v bistvu pokažete ta film svojim študentom, ko predavate, ne? Tako. Ja, seveda, to je Inštitut za raziskave nalezljivih bolezni ameriške vojske. Ima zelo dolgo tradicijo, eden najbolj vrhunskih inštitutov, če lahko rečem, na tem področju na svetu. In je bil tudi eden med prvimi inštituti sploh, ki je imel tako imenovane laboratorije 3. in 4. varnostne stopnje. Se pravi, laboratorije, v katerih lahko delaš z najbolj nevarnimi patogenimi mikroorganizmi. Torej ne le virusi, tudi vemo, bakterije so lahko nekatere tako nevarne. Se pravi, govorimo o laboratorijih, kjer ščitimo sebe, ko delamo s temi mikroorganizmi in ščitimo seveda, da ti mikroorganizmi ne grejo seveda ven iz laboratorijev. To so laboratoriji, v katerih je podpritisk, v katerih so posebni pogoji dela, sploh v laboratorijih 4. stopnje varnosti, si potem oblečen v skafandre, imaš posebne dihalce in tako dalje. Tukaj se je verjetno v zadnjih desetletjih veliko spremenilo tudi pri nas, ne? Vi ste se mnogo nazaj, ne, na začetku kariere, tako prideva do virusa Ljubljana, nehote, ker je bilo premalo zaščitne opreme, okužili z virusom klopnega meningoencefalitisa, ne? To je virus Ljubljana, tako ste ga poimenovali, ker ste se okužili v Ljubljani. So ti varnostni ukrepi v laboratoriju zdaj zelo drugačni? Ja, vsekakor so veliko boljši, rekla bom, zdaj so primerni. No, takrat sem bila zelo nadobudna in tisto leto, to je več kot 30 let nazaj, skoraj 35 let nazaj, ko se mi je to zgodilo, nismo imeli takih pogojev za delo. Bilo je leto, ko je bilo zelo veliko klopnega meningoencefalitisa in vemo, da je to bolezen, ki se pojavlja pomladi, poleti do začetka jeseni. In ker je bilo veliko bolnikov, poleti sem si lahko vzela malo več časa za kakšne poskuse, ker me je to vedno najbolj privlačilo. Sem poskušala izolirati virus
iz krvi bolnikov, ki so bili v akutni fazi bolezni, in ker nismo imeli takrat primernih celičnih kultur, kjer sicer gojimo in kultiviramo viruse, sem ta poskus izvedla na tako imenovanih poskusnih živalih, sesajočih miškah, in izolirala sem virus, hkrati pa sem se okužila tudi sebe. Na kak način pa je prišlo do okužbe? Ja, seveda te živali, ko so okužene, izločajo potem virus v svojih izločkih, se pravi v slini, fecesu, urinu. In očitno z dihavanjem tega, ne, kljub temu, da sem imela recimo masko, pa je bilo premalo, ne, nismo imeli posebnih zaščitnih komor še takrat toliko, da bi lahko katero uporabila. Torej danes je v vsakem našem laboratoriju vsaj 1 ali 2 taki komori. No in prišlo je do te okužbe. Bila sem bolnišnično zdravljena na infekcijski kliniki, kjer so lepo poskrbeli zame. Potem pa sem imela kar nekaj težav po tej okužbi. Seveda to je prizadetost možganov takrat, mislim okužba možganov, in sem imela kar nekaj časa tresenje rok, nespečnost, glavobole in tako dalje. Tako da, ampak moja edina misel takrat je bila, kako bom jaz zdaj lahko še naprej delala, ne. Zato sem nekako rekla, če moram ta poskus še enkrat ponoviti v varnih pogojih, po principu klin se s klinom zbija, in potem se bom pač na nek način, če mi bo to uspelo, ozdravila tega strahu. In to sem tudi naredila in izolirala virus iz svoje krvi v akutni bolezni, ki sem jo prebolevala, in ga poimenovala Ljubljana. V času Zike oziroma zgodbe o Ziki, zdaj bom prebrala del iz intervjuja, torej izpred 10 let, skoraj 10 let. To je bil prvi intervju, ki ste ga dali potem, ko ste objavili to dognanje. Zgodba v Mladini je bil intervju objavljen, naredil pa ga je z vami Staš Zgonik. Zgodba o slovenskih znanstvenikih, ki jim je prvim uspelo odkriti povezavo med okužbo z virusom Zika in razvojem mikrocefalije pri otroku v maternici, je polna ambivalentnih čustev in neverjetnih naključij. Hkrati pa je tudi dokaz njihove izjemne usposobljenosti, radovednosti, odzivnosti in iznajdljivosti. V času, ko virus razsaja po ameriški celini in je njegovo preučevanje osrednja prioriteta desetin laboratorijev po svetu, je prav njim uspelo prvim priti do ključnih dokazov za razumevanje nevarnosti okužbe. Levi delež zaslug za uspeh ima dr. Tatjana Avšič Županc, vodilna slovenska in tudi svetovna virologinja, ki je prevzela vodenje raziskave in tudi prepričala ostale sodelujoče, da gre za odkritje vredno objave najuglednejši medicinski znanstveni reviji na svetu, New England Journal of Medicine. Vi ste takrat rekli, Stašu Zgoniku, ne znam opisati občutka, že leta nisem čutila tako čudovite utrujenosti, zagnanosti. Motivacija je bila tako visoka, da nismo bili ne žejni, ne lačni. Zdaj, veliko stvari je bilo pripravljenih vnaprej, ne? Vi ste bili pripravljeni. Bilo je pa tudi res veliko naključij. Ampak to, katero znanje mora biti vse naloženo, da se lahko ta naključja in delovna vnema potem povežejo v neko tako odkritje. Ja, vsekakor v laboratoriju smo bili pripravljeni, da če bo prišel bodisi bolnik na to, da bomo imeli celo tako možnost in priložnost nosečnice, ki je želela zaradi seveda okvare ploda potem prekiniti nosečnost in celo potem se ukvarjati z vzorci tega ploda okuženega, nismo pričakovali, ampak
v laboratoriju smo bili pripravljeni. Bili smo pripravljeni zaradi tega, ker sem jaz pred leti, ko je moj mentor, profesor dr. Likar, odhajal v pokoj, je odprl enega od naših hladilnikov, skrin, in vzel v eno kovinsko škatlo in je rekel, glejte, tole sem jaz prinesel, ko sem bil v Združenih državah na Rockefellerjevem inštitutu. Tukaj je polno enih virusov, jaz sem že morda malo pozabil, kaj vse sem takrat dobil, ampak so zanimivi, morda boste vi edina, ki vam bo to še kdaj prav prišlo. In ko sem jaz pregledovala tiste ampule, stekleničke, sem na eni videla napis tako s flomastrom Zika. In ime mi je bilo takoj simpatično, ne vem zakaj, nenavadno seveda. Potem pa sem čez nekaj let šele opazila eno objavo v, mislim, da reviji Lancet, kjer je bila ena epidemija na otoku Jap, na Mikroneziji, in mi je Jap bil zanimivo ime kot otok in Zika, zdaj nekaj, to je pa zelo zanimivo, potem se je pojavila ta epidemija na francoski Polineziji in ko se je to zgodilo, ko sem to objavo videla, sem tako rekla v laboratoriju, dajmo mi pripraviti se, dajmo mi narediti diagnostični pristop, če se slučajno kdaj pojavi Zika, da bomo pripravljeni. Torej, to je bilo pripravljeno. Imeli smo seveda kontrolo, to je bil ta virus Zika iz ampule, ki ga je profesor Likar pred 50-60 iz leta 47, ne? Tako. Iz Ugande. Ja. No in to je bila ena stvar, druga stvar seveda, da smo vedno dosegljivi, ko nas pokličejo. Ne? Ta klic mladega patologa je bil seveda na petek popoldan po 3. uri, ker se vedno zanimive zgodbe zgodijo takrat ali pa dan pred praznikom ali pa celo na praznični večer. Tako da sem mu dala navodila, kako ne odzamejo, ker za vse preiskave v mikrobiologiji je zelo pomembno, da odzameš na pravem mestu, v pravem trenutku in seveda pravilno tudi transportiraš, tako da je sam prinesel vzorčke v laboratorij. In smo takoj seveda začeli z diagnostiko. Iskali smo pa seveda glede na podatke, da je nosečnica bivala dalj časa v Braziliji, to je bila študentka še takrat. Smo iskali tudi dengo, čikungunjo, za katere smo vedeli, da so tam, tudi rumeno mrzlico seveda, čeprav je bilo manj verjetno glede na anamnestične podatke, no in Ziko. In potem smo dejansko najdli virus Zika izključno v možganih tega ploda. Šlo je, v bistvu, ko govorimo o naključju, tudi to, v bistvu, da je ta gospa študentka prišla v Slovenijo, bila Italijanka, ne, ki v Italiji ni mogla opraviti splava. Zato so italijanski strokovnjaki nekako neformalno priporočili, naj gre v Slovenijo in je tukaj opravila splav. Vi ste z njo potem, to ste tudi že javno povedali, komunicirali, da ste vzpostavila v bistvu zelo človeški odnos. Tako. Da vas je tudi pretreslo in da vas je pretreslo tudi to, na kak način je ona se odzvala, ne? Ker je želela, da objavite. Tako. Si ona tudi želela teh objav v strokovnih revijah. Tako, ja. To, če lahko rečem, mlado dekle pravzaprav, ne, je bila taka študentka biologije. Se pravi, je nekako bila iz foha. Bi lahko rekli tudi tako, ampak nagnjena k temu, da ve, da če se karkoli objavi v znanstveni reviji, je to dostopno ljudem, ki jim lahko sploh v medicinskih krogih pomaga takoj.
In ko smo ji pač vse povedali, razložili in jo vprašali, če se s tem strinja, ne samo, da se je strinjala, celo nekako je rekla, prosim vas, če sem že jaz sama imela tako slabo izkušnjo in nesrečen primer, naj bo to en povod in izkušnja, ki bo za druge, recimo nosečnice, nekaj primernega, da se bojo lahko ubranili. Ker tako, kot ste sami omenili, o tem je bilo veliko govora že kakšnih par mesecev, predno smo mi to možnost imeli. Ampak na ravni anekdot, ne? Takrat so v bistvu bolj kot ne sklepali, da je ta mikrocefalija pri otrocih povezana z Ziko, vi ste pa v bistvu to povezavo vzpostavili in objavili. Mi pa smo dejansko prvi dokazali to resnično, da je to res. Ne? Se pravi, bilo je kar nekaj naključnih trenutkov, tako kot ste sami rekli, ampak ja, pripravljeni smo bili in tudi seveda izjemno sodelovanje, tukaj ne smem pozabiti omeniti kolegov iz porodnišnice, ginekologije, kolegov iz patologije, tudi iz radiologije, tako da res je bil en zelo širok tim in če smo želeli to obelodaniti, kar smo odkrili, kar je bilo seveda v tistem trenutku res izjemen pa prebojni dokaz, je bilo treba zelo hiteti. Jaz sem vsak dan prebirala novice, če je že kdo drug to objavil. Ker seveda, če imaš enkrat tako stvar, da rečemo v rokah, je potem tudi lepo, a ne, da to čim prej objaviš. In tako ste bili prvi na svetu. Virus Zika prenaša komar ščitar, ki ima na srečo omejeno zemljepisno razpršenost. Ga pa lahko prenašajo tudi tigrasti komarji. Ne? Pred leti je veljalo, tako ste tudi vi takrat povedali, da ni dokazal, da se v tigrastih komarjih lahko ohrani tako dolgo, da bi lahko povzročil epidemijo. Je zdaj kaj drugače? Nas mora kaj bolj skrbeti? Ne, še vedno je enako. Lahko pride do morda kratkega izbruha, ne pa do epidemije. O izbruhu govorimo vedno na neki omejenem področju. Ne. Še vedno je komar ščitar, se pravi Aedes aegypti, tisti, ki je poglaviten prenašalec virusa Zike, tudi recimo virusa denge in pa ostalih virusov, ki nas zadnja leta morda malo bolj skrbijo in ogrožajo. In na srečo ga pri nas še ni, na našem življenjskem prostoru, za razliko od tigrastega komarja, ki ga imamo v Sloveniji že kar dobro desetletje, popolnoma udomačenega, med ostalimi 35 vrstami komarjev, ki jih imamo v Sloveniji. Komar ščitar pa je, če govorimo o Evropi kot zemljepisno, a ne celini, prisoten zadnje čase na Cipru, potem na Madeiri in pa na zahodni obali Rdečega morja. Tukaj pridemo do podnebnih sprememb. Vi velikokrat opozorite na to, da narava stremi k ravnovesju in da je človek tisti, ki to ravnovesje ruši. S podnebnimi spremembami prihajajo tudi druge vrste živalske, ki jih prej nismo poznali in s tem tudi večje nevarnosti, v bistvu virusov, ne, ki prej niso bile na tem območju. Zika spada v flaviviruse. Med flaviviruse recimo spadajo tudi virus klopnega meningoencefalitisa, o katerem smo prej govorili, pa denga. Kako podobni so si ti virusi in kako je možno, da povzročajo tako različne bolezni? Zakaj povzročajo različne bolezni? Ja, vse te, ki ste jih naštela, sodijo med flaviviruse. Jaz bi tukaj dodala samo še recimo virus Zahodnega Nila, ki je tudi flavivirus. Med temi 4, ki smo jih zdaj našteli,
je virus klopnega meningoencefalitisa tisti, ki se prenaša s klopi, ohranja v klopih in pa seveda predvsem v malih sesalcih, zopet gozdne poljske miške. Ostali trije pa se prenašajo s komarji. In seveda gre za popolnoma drugačen način in pa tendenco virusa, katere celice bo okužil. Pardon, se opravičujem. In običajno, če govorimo o dengi, ziki, virusu zahodnega Nila, je pri večini bolnikov okužba blaga vročinska bolezen z nespecifičnimi gripi podobnimi znaki, kratko trajajoča, omejujoča, lahko so, tudi izpuščaji in tako dalje. Pri ziki vidiva razliko. Pri ziki sva videli, da je ta virus toliko drugačen, kar je seveda tudi nas vse takrat presenetilo, da eden od virusov, ki se prenaša s slenonožci, lahko preide skozi posteljico, skozi placento, ki je dejansko ne samo zibelka, prva zibelka za plodek, ampak tudi zaščita. In da ko preide to bariero, lahko okuži otroka in ko okuži plodek, dejansko je njegova tarča so možgani. To je bilo, do takrat tega nismo vedeli. Dočim po drugi strani virus zahodnega Nila je tudi virus, ki bo v 70 ali pa še večjih odstotkih povzročil to, kar v 70 odstotkih sploh ne bomo imeli nobenih kliničnih znakov. Preostali odstotek ljudi bo imel tako blago vročinsko bolezen. Ocenjuje se tam na slab odstotek do 2, pa ljudi, ki bodo po okužbi z virusom zahodnega Nila imeli tudi težave, kot so meningitis, meningoencefalitis. Podobno recimo kot pri virusu klopnega meningoencefalitisa. Največkrat to povezuje pri virusu zahodnega Nila pri seveda starostnikih in pri ljudeh, ki imajo neko pridruženo bolezen. Običajno seveda so to zopet starostniki, ali je to recimo sladkorna bolezen, ali je to povišen pritisk, ali so to morda kakšni onkološki bolniki in tako dalje. Tako da pri teh pa lahko pride do okužbe seveda tudi možgan in pa tudi v takih primerih je lahko smrtnost tudi do 20%. Tako da je seveda to povezano tudi z temi ostalimi dostikrat pridruženimi boleznimi. Za mnoge od teh virusov imamo cepiva za klopni meningitis. Slovenija je blazno izpostavljena klopnemu meningoencefalitisu zaradi tega, koliko imamo gozdov, da v teh gozdovih imamo tudi veliko teh živali, ki ste jih omenili. In tudi mi hodimo veliko v naravo. Lahko se zaščitimo in na tem točki seveda pozivamo vse, da bi se, ne samo pri tej bolezni, tudi recimo pri HPV-ju, je en virus, pri katerim se lahko izjemno dobro zaščitimo svoje otroke. Tako da to nam je v bistvu delo virologov med drugim vse to že dalo. Tako, ja, jaz mislim, da je klopni meningoencefalitis v Sloveniji z pojavnostjo te bolezni pravzaprav v samem vrhu. Seveda to je bolezen, ki jo poznamo samo na evroazijskem kontinentu, na celini. Razširjena pač od osrednje severne Evrope, pa vse tam do daljnega vzhoda bivše Sovjetske zveze in pa še del Japonske. Virusi, ki povzročajo
okužbo na Daljnem vzhodu bivše Sovjetske zveze in tisti, ki v srednji Evropi niso popolnoma enaki, so podtipi, ampak cepivo je primerno tako za en ali drugi podtip ali celo tretji podtip. Danes imamo toliko metod natančnih, da najdemo že tudi četrti podtip. Je primerno, učinkovito in kot rečeno, Slovenija sodi v sam vrh po številu teh bolnikov, poleg baltskih držav, ki imajo najvišje tako imenovano incidenco, se pravi število obolelih na 100.000 prebivalcev. Odstotek cepljenosti se povečuje, ampak še vedno je tam nekje, mislim, da med 13 in 15%. Tako da, če bi to bilo cepivo, ki bi bilo, mislim, da včasih naredijo tudi kakšno akcijo, da se lahko zastonj cepimo, bi se verjetno cepilo tudi več ljudi. Tako pa je seveda 3 odmerki, pa potem še, če gledamo, da je to 4-članska družina, je lahko včasih tudi finančni problem. Tako da kljub temu imamo vsako leto kar precej bolnikov. Seveda ta letna nihanja med leti so zelo različna. Glede na to, koliko je klopov in koliko je okuženih? Tako, ja, klopov ni veliko okuženih s tem virusom. Recimo s tem virusom, mi smo delali zelo veliko raziskav na tem področju, že leta nazaj, pa še vedno jih zdaj ponovno delamo. Vmes je bilo neko obdobje, ko nismo imeli toliko možnosti, tudi ne finančnih, ne nazadnje seveda za take terenske preiskave. Potrebuješ kar precej ljudi, a ne, da so lahko ves čas na terenu. V povprečju imamo tam manj kot 1% okuženih klopov, ampak če zdaj se majčkeno dam eno primerjavo, recimo borelije lajmske borelioze, ki povzročajo boreliozo, ne? Tu Slovenija spet v samem vrhu, ne? Tudi klopno prenosljiva okužba. Recimo okužba klopov z borelijami pa je tam lahko čez 20%. Vendar, ko nas klop, ko se prisesa, ko začne piti našo kri, se virus klopnega meningoencefalitisa neposredno prenese v našo kožo, kri, kakorkoli že. Borelije lajmske borelioze pa imajo s tem kar težave. Tako da, če dobimo okuženega klopa, ne, je zelo velika verjetnost, da bo prišlo do okužbe. Ampak enako, kot sem prej omenila za virus Zahodnega Nila, tudi tukaj govorimo o večini okužb, ki potekajo recimo brez kliničnih znakov. Kako pa je z oživljanjem virusov iz permafrosta? Pred 2 letoma smo vsi mediji poročali o tem, da so znanstveniki oživili virus, ki je 48.500 let preživel zmrznjen. Leto dni kasneje smo v mediji poročali, da je odmrznjenim virusom uspelo okužiti le amebe in da niso nevarni za ljudi, ampak v permafrostu so verjetno številni, da tako rečem, starodavni virusi, ni verjetno to pravi izraz. Kako pomembno je spremljati, kaj se dogaja tam, in tukaj smo zdaj spet pri podnebnih spremembah, ne? Ja, seveda takoj se naredi scenarij podnebne spremembe, gre za globalno segrevanje, permafrost se bo začel topiti, ne. Ja, tudi v laboratorijih viruse hranimo na čim nižji temperaturi, ne, da jih ohranimo žive. Živi so takrat, ko so v živi celici, ne. Seveda iz permafrosta so uspeli osamiti virus influence, španske gripe, pa ne po enostavnem postopku, ne.
Po zelo zapletenem postopku, to sta delali dve veliki inštituciji skupaj, da jim je uspelo nekako, mi temu rečemo, z reverzno genetiko nazaj, bi lahko rekli, pripraviti kompleten virus in seveda z enim samim namenom. Z namenom, da so začeli raziskovati, kaj je bilo v tem virusu toliko drugačnega, posebnega, da je povzročil tako veliko morijo takrat pred dobrimi 100 leti. Ni enostavno, torej, če so v permafrostu, še ne pomeni, virusi so povsod. Ja. Virusi so povsod in so seveda tudi v permafrostu. Ampak večina je neškodljivih. Tisti, kjer so v permafrostu, ne moramo vedeti, seveda so se nalagali najbrž skozi stoletja, tisočletja, ne. Zdaj, aj bi jih lahko oživili na enostaven način, sigurno ne. Tako da kakšnega strahu ta trenutek, sploh pa če bi šlo za počasno otajevanje, so pa večinoma vsi na temperature zelo občutljivi. Vi ste omenili špansko gripo, ne? V zadnjih stoletjih smo imeli 4 pandemije. Špansko gripo, azijsko in rusko gripo in SARS-CoV-2, torej vsem nam znan zadnji koronavirus. Vsi vas sprašujejo to vprašanje, torej ne ali bo, ampak kdaj bo nova pandemija. Ne bom vas to vprašala, ampak ali smo dovolj pripravljeni na novo? Ja, sigurno nam je izkušnja pač toliko letna, kolikor smo imeli pandemijo SARS-CoV-2 ali pa COVID-a, dala neke podlage za boljšo pripravljenost, kot je bila takrat. Je pa bilo to, jaz sem vedno govorila, pa še vedno ponavljam, nemogoče, ker se je to zgodilo prvič, prvič se je pojavil en tak virus, ki se je tako množično in hitro širil, da dejansko ni bilo verjetno države, vlade, ki bi lahko bila res popolnoma pripravljena. Seveda, in zato so bili ukrepi, ki so se sproti tudi morali spreminjati, bolj kot smo mi spoznavali ta virus, bolj se nam je izmikal, potem bolj smo se mi morali nekako tudi to pogledno prilagajati. Na srečo smo malo dobili cepiva, tudi specifična zdravila, tako da zdaj pa je postal eden od ostalih koronavirusov, sezonskih, bomo rekli. Ja. Na začetku je imel SARS-CoV-2 ob zelo visoki nalezljivosti tudi to visoko smrtnost, ne, zaradi česar sploh je bilo vse to, kar je bilo. Kako se je spremenilo do zdaj, vemo, pač šel je, in to je bilo tisto, kar smo vas takrat spraševali in ste govorili, upajmo, da bo on začel sobivati z gostiteljem, da bo ta visoka smrtnost njemu ne koristi, ne, če povem laično, in je postal še eden od teh prehladnih virusov. Ampak ali recimo mi zdaj že vemo, ne mi, vi, zakaj so bili recimo otroci na začetku te pandemije manj dovzetni kot recimo za prejšnje koronaviruse. Otroci so nas med to korono najmanj skrbeli, najmanj hudih potekov so imeli. Mogoče že veste, zakaj je to bilo? Ne, pravzaprav o tem nisem kaj dosti zasledila podatkov. Je pa res, da še vedno tudi zdaj, ko še normalno ta virus z nami živi, nimajo otroci toliko težav, ne. Torej, jaz mislim tukaj vseeno, da naš imunski sistem tista, ne, ki dejansko nekako
vozi ali pa dirigira, kako bo potekala bolezen ali pa sama okužba. Tudi, če pogledava nazaj, težave so imeli običajno ljudje, pa tudi, če so bili, predvsem spet govoriva o starostnikih nekaj. Tudi sama sem zdaj že na tem, da naš imunski sistem se s časom porablja, izgublja svojo moč in seveda tudi sprejemanje cepiv ni tako efektivno kot pri mladih ljudeh. Zato seveda, če pa so zraven še kakšne pridružene bolezni, potem pa je vedno potek lahko pričakovano slabši, težji. Zato tudi se je cepljenje vedno priporočalo in se je ves čas govorilo, ne moramo z njim preprečiti okužbe, preprečimo pa lahko hujše poteke in pa bolnišnično zdravljenje. In to še vedno velja. Enako za virus influence. Torej za virus influence. Virus influence. O eboli še nekaj. Tudi o eboli ste sodelovali pri strokovnih člankih. Leta 2015 ste z mednarodno ekipo objavili o eboli članek v reviji The Lancet. Ebola je v bistvu virus z izjemno visoko smrtnostjo, ki je prisotna v telesnih izločkih, celo v potu. Izjemno nalezljiva. A še vedno velja, da sta ebola in Marburg najnevarnejša virusa? Ja, zaenkrat še vedno velja. Tudi zahtevata 4. stopnjo biološke varnosti. No, ampak tukaj bi omenila morda en virus, ki se na zelo podoben način prenaša, pa dodatno še z prenašalci. In to je virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, ki ga prenašajo posebne vrste klopov. To so taki malo večji klopi, izgledajo kot kakšni pajki, hialome se imenujejo. In nam najbližje endemično področje je recimo Kosovo, v zadnjih letih Makedonija. Tudi na Madžarskem so že imeli primere, v letošnjem letu Grčija, potem najnovejše je področje v Španiji, ta platojski gorati del, področje Leon, če poznate tam višji del levo od Madrida, imajo kar vsako leto nekaj primerov. Torej, ta virus je tudi zelo smrtonosen. Prenaša se torej z ugrizom, obodom okuženega klopa. Zelo pogosto pa se prenaša seveda s krvjo. Namreč zakaj gre? Te klopi zelo radi se hranijo na govedu in na drobnici, se pravi koze, ovce. Te živali podobno recimo je tudi pri klopnem meningoencefalitisu, da se klopi tudi radi hranijo na ovcah, kozah in pa govedu, tako srnjadi. Ampak te živali, to so zdaj že veliki sesalci, nikoli ne zbolijo. So pa zelo pogosto infestirani s klopi, mi si ga odstranimo, te živali si ga namorijo. In potem imajo lahko v določenem času v krvi tako imenovano viremijo, mi rečemo temu, se virus nekaj časa v njihovi krvi razmnožuje. In če mi pridemo v kontakt s tako krvjo, kar se dogaja recimo lahko v kakšnih klavnicah ali pa recimo, ne vem, področje Osrednje Azije, kjer koljejo seveda to vse tudi doma, pridemo v kontakt s krvjo in se lahko na ta način okužimo. No, potem lahko pride pri tem virusu, pri tej okužbi pri tej bolezni lahko do okužbe tudi tako imenovane sekundarne okužbe. Recimo, mi smo bili enkrat pozvani leta 2001, no, to je bila tudi ena naša izjemna mednarodna
priznana, bom rekla, če se lahko malo pohvalim, akcija, ko je bil izbruh tega virusa na Kosovu. In takrat je bilo Kosovo pod nadzorom Združenih narodov in tam je bilo čez 30,000 vojakov, NATO vojakov iz različnih držav. In prišlo je do tega izbruha takrat in mi smo že prej malce z njimi delali, tudi na nivoju mišje mrzlice. Namreč takrat oni niso želeli delati z Beogradom, ne, to je bilo jasno. In ko so zaprosili Svetovno zdravstveno organizacijo, ponavadi je tak postopek, ne, da država potem zaprosi za pomoč mednarodno, so izrecno želeli, da samo iz Ljubljane lahko pridejo. No in dejansko smo to tudi uredili. Bilo je kar zelo zanimivo, namreč kako dobivati te vzorce, kako hitro potrditi epidemijo in potem smo nekako dobili dovoljenje, da smo lahko te vzorce dobili v laboratorij po postopku, kot je recimo prenos tkiv organov za evrotransplant. Da smo urejali določene administrativne postopke potem na hitro ali pa s kakšno uro zamika, da smo dobili direktno, linija je bila vzpostavljena, Adria Airways z Ljubljano in Prištino, vzorce in potem delali celo noč, sploh tisto prvo ekipo, da smo dokazali, da gre za dejansko to okužbo. Takrat smo celo že imeli možnost sekveniranja, smo še dodatno potrdili, no in v Ženevi so bili čisto navdušeni nad nami takrat. No, to je bila res ena izjemna akcija in od takrat dalje smo vedno pripravljeni, zato so nas pa tudi povabili za delo pri eboli. Kolegica je bila takrat tudi nekaj tednov na samem žarišču, kjer se je izvajala diagnostika, seveda v šotorih. Ne? Mi pa smo delali precej na teh imunskih markerjih, pa potem na različnih sekveniranih proučevanjih genoma in tako dalje. Da si lahko mi, laiki, plastično predstavljamo, kako vi ta virus dobite, v čem je virus? Torej, recimo, ko so vam pošiljali... Ja, to so bili vzorčki krvi. Vzorčki krvi bolnikov, ne, to je tako, kad greste vi zdravniku, vam vzamejo kri v eproveto, včasih še takole ne premešajo, to pomeni, da je zraven dodan tako imenovani antikoagulant, da se kri ne strdi. In seveda mi potem iz te krvi, v tej krvi iščemo posredno in neposredno povzročitelje. Konkretno recimo pri virusu krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, kar sem omenjala v tej epidemiji, ki je bila leta 2001 na Kosovu, smo iskali tako protitelesa, se pravi v tisti frakciji krvi, ko se kri centrifugira, pa ostane na vrhu taka rumena prozorna tekočina, temu rečemo serum, včasih plazma, odvisno kaj je v krvi še dodano. V krvi pa smo z neposrednimi metodami, takrat že z molekularnimi, ker smo imeli že vse te metode predhodno pripravljene, iskali genom virusa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. Potem pa, ker smo imeli takrat že tudi laboratorij tretje varnostne stopnje, celo četrte, ker imamo zraven še posebne, tako skafandre in zraven še posebno komoro, tako imenovani Glavbox se imenuje. To so take posebne komore, cel prostor in prostori so pod pritiskom. Smo uspeli potem ta virus celo usamiti in kultivirati na celičnih kulturah in smo ga poimenovali Kosovo Hoti.
po bolniku, njegovem priimku, in to moram reči je v naši banki. Mi imamo eno Evropsko banko virusov, smo v takem infrastrukturnem združenju že 15 let. No, in to me zanima, kako pa tam virusi izgledajo? Ali pa recimo v škatli, ki ste jo dobili od vašega profesora, kjer je bil ta izvorni virus iz Ugande, Zika. Kako so hranjeni? Ja, vedno so hranjeni kot recimo, virus je obvezen znotraj celični parazit, bomo rekli. Ne? Brez žive celice ne preživi. In zato viruse gojimo, bodisi najprej so jih gojili recimo na oplojenih kurjih jajcih, na različnih delih tega jajca, potem na poskusnih živalih, to, kar sem se jaz takrat okužila, ko sem poskušala virus klopnega meningoencefalitisa izolirati. Danes pa jih gojimo seveda na celičnih kulturah, na različnih celičnih kulturah, takšnih in drugačnih. Seveda to je najbolj elegantno, najbolj varno delo, ampak to je tako imenovana staromodna, če smem temu reči, virologija. In ne boste verjeli, zelo malo laboratorijev, ki so sicer drugače, bom rekla, diagnostično vrhunsko opremljeni ali pa sploh raziskovalno, se s tem ukvarja. Vendar, ko ti želiš nekaj imeti res konkretno v rokah, potem moraš, in sploh če odkriješ nekaj novega, moraš imeti možnost res spoznati biologijo tega virusa. In to ga lahko samo takrat, ko ga imaš osamljenega na celični kulturi. Ne, potem imamo tudi elektronski mikroskop in lahko opazujemo pod mikroskopom te viruse, ki jih lahko samo z elektronskim mikroskopom, z ostalimi jih ne vidimo, ker je premajhna povečava. Kar se pri zoonozah, torej pri virusih, ki pridejo iz živali na človeka, najbolj bojimo, je to, da se bo začel prenašati med ljudmi preko v bistvu recimo zraka. Ne? Ja. Kako recimo, kaj je tukaj worst case scenarijo? Kateri virusi tukaj imate najbolj podrobno gledom, recimo zdaj? Vsekakor respiratorne viruse. Ne? Ste že sama zelo lepo omenila, da se morajo prenašati, ali pa naj bi se prenašali aerosolno, se pravi, ali pa aerosolno pa še kontaktno, kar je seveda dvojno. In zato so to najbolj primerni, če lahko tako rečem, respiratorni virusi, in SARS-CoV-2 je bil eklatanten primer takega virusa. Pa še poleg tega moramo biti mi dovzetni zanj. Se pravi, praktično skoraj ničelna imunost za tak nov virus. Koliko ste pa virologi vpeti potem v te zaščitne ukrepe? Slišali smo zdaj že kar nekaj različni virusi, zelo različne bolezni, ki jih povzročajo. Vi ste tisti, ki z virusi največ delate, najbolj jih poznate. Kako so, ne govorim zdaj samo za koronavirus, ampak nasplošno za viruse, kako zelo ste vpeti v bistvu virologi v to, kakšni naj bodo zaščitni ukrepi? Ja, to so jasna navodila, pravila, merila, ki se skoraj letno, mislim, da se letno objavljajo tako strani, najbolj so se strani Centra za nadzor bolezni iz Atlante. Zdaj vemo, da je tam so malo težave, ker predsednik Trump zmanjšal financiranje delovanja tega centra, tudi Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA.
Potem druga velika inštitucija, katere se mi jim najbolj sledimo, no tudi CDC-u iz Atlante, je Svetovna zdravstvena organizacija. Potem pa ima še vsaka država lahko svoja merila, pravila in navodila. Ne? Tako da, se pravi, na eni strani imamo klasifikacijo mikroorganizmov, ki sodijo v 1., 2., 3. ali 4. stopnjo nevarnosti. Ne? In na drugi strani imamo potem laboratorije za delo s takimi mikroorganizmi 1., 2., 3. in 4. stopnje varnosti, biološke varnosti. Ne? Tako da se to točno ve, se pa te stvari potem sčasoma spremenijo. Recimo za začetek se je za SARS tudi govorilo, da bi moral biti v 3. stopnji. Seveda, odvisno je, kaj počnemo. Če se mi ukvarjamo z diagnostiko, z molekularnimi metodami, kjer recimo kožnino takoj inaktiviramo z določenimi kemikalijami in potem iščemo nuklinsko kislino, to ni tako nevarno, kot če delamo recimo s to kožnino in potem kultiviramo. Mi smo izolirali, kultivirali, niti ne vem natančno, koliko število virusa SARS-CoV-2. To pa seveda moramo delati v tem laboratoriju 3. stopnje varnosti ali pa recimo leta 2022, ko so izbruhnile opičje koze. Verjetno vas, ker delate v laboratoriju z virusi, velikokrat vprašajo, kakšna je možnost, to so ti filmski scenariji, da virus uide iz laboratorija. Se pravi, govorimo o biološki varnosti ali pa zaščiti, ne? Hkrati pa govorimo tudi o izjemno strogih pogojih. Zdaj bom rekla, res tistih varnostnih. Torej, če konkretno predstavim, v naš inštitut ne morete vstopiti mimo varnostnika, razen če ste zaposleni in imate posebno vstopno kartico. Ko ste enkrat v inštitutu in se želite sprehoditi po hodnikih in iti v kateregakoli od laboratorija ali oddelkov, imamo zopet vstopne limite. Za ta laboratorij, kjer pa hranimo te viruse in se z njimi tudi seveda ukvarjamo raziskovalno in pa jih gojimo, imamo pa še dodatne varnostne pogoje, poleg posebnih zopet ključkov, še vsak ima svojo kodo, nadzorne kamere, in seveda tudi skrinje, v katerih hranimo to, potrebno jih je imeti na različnih mestih, a ne. To so spet neki predpisi mednarodni v virologiji, so seveda še pod dodatnim ključem in pod dodatno zaščito. O zgodovini virologije, kateri del ali pa kateri dogodki v zgodovini virologije so pa recimo vam najbolj pri srcu ali pa da vas najbolj, ne vem, kaj v zgodovini, torej vede, v kateri delate, je vam najbolj... No, meni se je zdelo zelo zanimivo seveda to, da so, ko so pač začeli uporabljati elektronski mikroskop, da so potem res videli virusne strukture, virusne delce. To je ena taka prelomnica. Potem seveda začetek uporabe celičnih kultur. To je prineslo res tudi velik pomen v moderni virologiji ali pa začetek moderne virologije. Seveda največji zdaj v zadnjih 20, pa še toliko letih, 25, 30,
pa je seveda popolna uporaba rekombinantne tehnologije, moderne biologije tudi v našem področju, kjer lahko seveda tako na nivoju diagnostike hitreje ugotovimo za neko okužbo, natančneje. Po drugi strani pa seveda lahko tudi v raziskovalne namene zelo poglobljeno gledamo dejansko v popolne virusne genome, recimo pri SARS-CoV-2 smo to in še vedno to počnemo, zelo množično uporabljali in takrat se tudi marsičesa naučili, tudi še dodatno opremili, moram reči, to je bila ena tista pozitivna plat negativnega dogodka za nas same, se tudi med seboj neizmerno povezovali, naredili posamezne banke teh genomov in tako naprej. Torej, to je ena recimo pozitivna stran in to mislim, da je ta tehnologija tista, ki nam danes dovoljuje vpogled v marsikaj, da si lažje znamo predstavljati, kaj se potem zgodi v samem organizmu, v eni celici, drugi celici v organizmu, z enim samim namenom, če je to zdaj nekaj, kar množično okužuje ljudi, ne samo, da zbolevajo, tudi umirajo in tako naprej. Seveda, kako bi to preprečili? To so cepiva in kako bi bolj tarčno, če je potrebno, lahko zdravili. To sta nekaj preventiva, nekaj pač kurativa. Virusi so zelo stari, veliko starejši od nas. Ne? Ali drži, to sem rekla, da vas bom vprašala, ali je to mit, ali drži, da imamo v vsakem trenutku kar nekaj virusov v svojem telesu? Sigurno. Ja. Ja, virusi so morda bolj množična biološka entiteta na planetu Zemlja. Podatek v 2 ali 3 literaturah sem najdla, da govorimo o 10 na 31 delcev. V človeku pa naj bi bil tako imenovani človeški virom. Tako kot govorimo zdaj ne o mikrobiomu. Ampak to so bakterije, virusi, to že kar nekaj časa poznamo. Živijo na našem telesu in v našem telesu in seveda ugotavljamo njihovo dobro stran, kadar je vse v ravnovesju. No, v zadnjem času pa se virologi množično ukvarjajo, ravno sem že enkrat omenila, Nacionalni inštitut za zdravje iz Bethesde, Združenih držav Amerike, ima zdaj en velik program, upam, da ne bojo vzeli podpore jim finančne za ta program, ravno proučevanje tega humanega viroma. Se pravi, ravno tako kot bakterije imamo viruse na in v nas. Nekateri so virusi, ki so potem v naših celicah, eni od teh so pa fagi. Fagi pa so tisti najbolj enostavni virusi, ki okužujejo bakterije. In na nek način, se pravi tudi bakterije v recimo naših prebavilih in tako naprej, in na nek način tudi postavljajo ravnovesje med tistimi, ki bi se eventualno preveč namnožile in tako dalje. Tako da, ja, in po drugi strani pa to ne bi bili zdravi recimo virusi, a ne? Drugi pa so tudi virusi, kot verjetno veste, a ne? Herpes virusi, ko se enkrat z njimi okužimo, ostanejo v našem organizmu. Običajno zaradi tega nimamo nobenih težav. Dostikrat niti ne vemo, da smo se okužili, ker nimamo nekih morda kliničnih znakov. Včasih pa zaradi različnih zopet neravnovesij, morda neke druge osnovne bolezni, ki se nam je pojavila, padca imunosti,
se ti virusi ponovno reaktivirajo, pridejo iz te litične faze in se začnejo razmnoževati. En tak herpes virusi so najbolj tako poznani kot taki virusi. Potem pa imamo anela viruse, papiloma viruse, kalici viruse. Epstein-Barr spada med herpes viruse, tako vsi ti, recimo virus varicelle zoster, ki povzroča norice, se lahko potem v kasnejšem obdobju, običajno zopet ali pri starostnikih ali pa pri kakšnih bolnikih onkoloških, pojavi v obliki zostra. Kot otroci pa se z njim srečamo in imamo norice. Tako. Če pogledamo zgodovino smrtonosnih bolezni, smo izkorenili le črne koze, ste rekli v enem intervjuju, z globalnim množičnim cepljenjem. Vsi ostali povzročitelji pa so še vedno to, povzročajo manjše izbruhe in epidemijo. Gripo recimo omejujemo s cepljenjem, kugo zdravili. Kako drugačno je bilo človeštvo, ko še ni vedelo, da virusi obstajajo? V bistvu, kako drugače so si ti ljudje razlagali te bolezni? Jaz si ne predstavljam, kako so si takrat to razlagali. Verjetno je bilo to, ne vem, v stari Grčiji so se verjetno bogovi jezili na njih, ker je prišlo do ne vem česa že, se vemo še morda iz starega svetega pisma, je mogla priti Sodoma in Gomora in tako naprej. Jaz mislim, da so si na tak način, ampak so se že takrat zavedali teh hudih posledic in na nek način poskušali zdraviti tudi take bolezni, ne? Seveda. Rojeni ste v Brežicah, leta 1988 ste na medicinski fakulteti magistrirali pri dr. Likarju. Leta 1991 s področja virologije na isti fakulteti doktorirali. Sodelovali in učili ste na številnih tujih institucijah. V drugi polovici 80-ih let ste bili na usposabljanju, kot ste vi že rekli, na Inštitutu za tropsko medicino. Kasneje ste raziskovali na Lyonski medicinski fakulteti, v prvi polovici 90-ih let pa na postdoktorskem študiju v ZDA. Virusni laboratorij Inštituta ameriške vojske ste že omenili. Katero od teh recimo obdobij v vašem življenju je zdaj, ko gledate nazaj na to življenjsko pot, kariero, za katero ste dobili nagrado, za vas mogoče, da ima poseben pomen? Morda dva mejnika bi dala. Ta moj prvi obisk v Inštitutu za tropsko medicino v Antwerpnu, kjer še nisem, kot rečeno že prej, vedela točno, kaj imam v rokah s tem virusom Dobrava. In ko sem tam delala skupaj z njimi poskuse in ko smo to odkrili in ko so me začeli hvaliti in da delam super in da krasno in da pod kakšnimi pogoji mi je to vse skupaj uspelo, sem se prvič v življenju počutila, pa sej očitno res delam nekaj dobrega. Sej ljudje tukaj, ko me niso poznali, daleč stran od doma, so me pohvalili. Tako, takrat sem dobila prvič ta občutek. No, seveda drugo obdobje je bilo pa tudi obdobje bivanja skupaj z družino v Združenih državah in delo na tem inštitutu. Jaz sem bila tam seveda že dvakrat pred tem. Zelo lepo so in mene sprejeli in tudi mojo družino. Živeli smo popolnoma življenje kot da smo Slovenci v Združenih državah Amerike, ampak se vključili v njihovo življenje. In tam sem se počutila, ne vem, kako naj to opišem, končno sem lahko delala samo raziskovalno delo, uživala sem v tem. Takrat so šele prišli ven računalniki. To sem se lahko učila, sekvenirali smo še po starem na roke, vlivali gele, spoznala sem se z množico ljudi iz Koreje, iz Kitajske, iz vsega sveta,
In res sem se lahko posvetila samo temu delu, kljub temu, da sem bila tam z družino, pa da je, ne vem, hčerka po šoli še imela vsak dan trening, ker je bila plavalka. Vse sem zmogla, ni mi bilo težko in pač uporabila sem to, kar mi je oče vedno govoril, kot sem bila še majhen otrok. Če česa ne boš znala, usedi se, celo noč študiraj, do zjutraj boš sigurno znala. In to sem mnogokrat storila. Tudi potem, ko sem se vrnila nazaj, se je bilo treba, takoj so mi naložili veliko dela, sploh pedagoškega, in seveda sem se potem morala velikokrat po noči sedeti in brati. Na koncu prvega dela epidemije koronavirusa smo imeli na Pop TV eno oddajo, v kateri ste sodelovali. To je bilo, začela se je že malo nakazovati ta zora po tej temi, v katero je padel svet. Takrat smo mislili, mislim, da je bila naslovljena oddaja Koronavirus kako naprej. Gledali smo že naprej. In vsi smo bili nekako polni, kljub tej grozi, upanja, kako bo svet zdaj spremenjen. Se mogoče kdaj še spomnite tega časa? Kako zelo, to je mogoče malo širše vprašanje, tako družbeno, ne samo virološko, se prav veliko verjetno ni spremenilo takrat, ne, v družbi. V virologiji mogoče več. Ja, v virologiji sigurno, kot sem že omenila prej, tudi v medicini na splošno, ali pa, no, lahko rečem, saj na področju nalezljivih bolezni, infekcijskih in pa virologiji. Drugače v družbi pa ne. Ne, mislim, da ne. Jaz mislim, da na nekaterih področjih je celo še slabše, kot je bilo. Tako da ne vem, seveda so tudi ta družbena omrežja se toliko razširila v tem času, mislim, da še toliko bolj, ker mi smo bili zaprti v laboratorije, večina ljudi pa je bila nekako priklenjena bolj doma in tako naprej, da se je to še toliko bolj in ljudje, ne vem, ali od straha ali od česa, so zaupali marsičemu, kar so prebrali. In to danes predvsem pri mladih se tega bojim. Tako je. V delu so ob razglasitvi nagrajencev o vas napisali: nagrada ji pomeni veliko priznanje za delo, ki ga je opravljala 44 let in ga še zdaj. Mladim, ki se podajo na raziskovalno pot, pa svetuje: naj sledijo sanjam, naj sprašujejo, naj bodo radovedni, predvsem pa naj bodo potrpežljivi, ker delo na tem področju je dolgotrajno, zato naj bodo vztrajni, naj bodo tudi kritični do sebe, kritični do drugih, a prijazni in pošteni, le tako bodo lahko verodostojni. O teh relacijah bi vas rada še vprašala. Torej, vztrajnost, kritičnost do sebe, kritičnost tudi do drugih, a hkrati prijaznost in poštenost. A je vam kdaj dal kdo, ko ste bili mlajša znanstvenica, takšen nasvet? Ne, s temi besedami ne. Ampak nekako moram reči, da morda sem to pridobila te lastnosti ali pa miselnost, da tako je najboljše doma, v domačem okolju, čeprav nihče od naših se ni znanostjo ukvarjal ali pa z raziskavami. Sicer pa ja, mogoče še največ takih podobnih ali pa besed v smislu, da je potrebno biti kritičen, sem dobila od svojega mentorja, profesor Likarja, da ni treba vse verjeti, kar prebereš, pa to so bili še časi, ko ni bilo tako, da je papir prenesel marsikaj, kot se danes dostikrat pogovarjamo. Tudi seveda do sebe, no, sej tega problema nikoli nisem imela, da bi bila nekritična do sebe, včasih morda še preveč pretirano. Ja. To, da pa si vztrajen, pa ja, to, kar sem že prej omenila, ne, da je oče rekel, če ne boš vedela, česa, usedi se, študiraj celo noč, zjutraj boš že znala. Ne, je eno navodilo, vodilo.
Dobro, potrpežljivost je mogoče ena moja taka osebnostna lastnost, ne samo vztrajnost, ampak tudi tisto, da ne zgubiš res in vse vržeš takoj, ne. Prijaznost, ja, spet morda bolj osebnostna lastnost, pa se mi zdi, da je velikokrat zelo pomembna, sploh v komunikaciji, tako s kolegi, sploh s tujci in tako naprej. Jaz sem velikokrat imela občutek, da jim je bilo ravno to prijetno, da smo se lahko lepo prijazno pogovarjali, poštenost. Poštenost. Etika v znanosti je zelo pomembna, seveda. In da se dela vedno res za dobrobit človeka in narave okoli nas, ker s tem sobivamo. Želeli ste sicer, ko ste bili majhni, ste se videli kot zoologinja, radi ste hodili v naravo, ne? Pa vas je potem pot odnesla do virologije. Ampak kakšen je bil pa vaš nasvet glede znanosti za državo? Kot znanstvenica z najvišjo nagrado za življenjsko delo, kot redna članica in podpredsednica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ja, jaz mislim, da znanost se ne bi smelo gledati kot nek strošek, ampak kot zelo pomembna naložba, naložba v prihodnost neke zdrave, vzdržne družbe. S tem bi jo tudi družba tako sprejemala, ker edino raziskave na vseh področjih, kjerkoli že gledava, so tiste, ki so v zgodovini prinesle ta mikrofon, ta svetila. Brez elektrike danes bi lahko živeli, mislim, da ne. In to so odkrili ljudje, ki so bili radovedni, ki so se ukvarjali z znanostjo. Se pravi, je potrebno podpirati v veliki meri, seveda morda z enim stabilnim, še bolj stabilnim financiranjem, tudi z vlaganjem v mlade kadre, mlade raziskovalce, ampak tudi na tak način, da bi jim lahko vsaj tistim najbolj nadobudnim, tistim, ki res se izkažejo, da jih to veseli, da si to želijo delati naprej, da jih obdržimo doma, da nam ne pobegnejo, kot pravimo, možgani čez mejo. Se pravi, da jim tukaj lahko ustvarimo neko okolje, ker bodo tudi, ko bodo odšli, tako kot sem bila jaz in večina, prav, da gremo in vidimo, kaj je čez mejo, ampak da se vrnemo s tem znanjem in da služimo seveda družbi, ker le na tak način lahko napredujemo na vseh področjih. Plišasto ebolo še imate v pisarni? Še vedno med obema ekranoma, računalniškima. Hvala lepa za vse, kar ste povedali v današnji oddaji. Hvala vam. Hvala vam za povabilo. In hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden me ni z vami, potem pa smo spet skupaj.